V kinematografe se kmalu vrača Kirsten Dunst, ki je zadnjih nekaj let, razen v dveh kratkih filmih in vloge v misteriozni drami All Good Things, nismo ravno pogosto videvali v temnih dvoranah. Sedaj pa v velikem slogu nadaljuje z osvajanjem ljubiteljev sedme umetnosti. Zaigrala je namreč glavno vlogo v težko pričakovani Trierovi Melanholiji. Ob tej priložnosti smo se odločili predstaviti nekaj njenih najboljših dosedanjih filmskih vlog. Začenjamo z dramo iz leta 2001 Špica. Delno resnična zgodba o hollywoodskem umoru, ki se je pripetil na zvezdnikov prepolni jahti medijskega mogotca V.R. Harsta leta 1924, je še vedno nepojasnjena, saj o morilcu ugibajo še danes. Kruta kemija med glavnimi igralci izpade kot odlična satira slavnih ljubezni. Elegantna drama o moči in zastrašujoči uporabi le-te je zanimiv in detajlističen vpogled v prve dni glamurja Hollywooda. Ko omenimo to na današnji dan, torej 30. aprila leta 1982 v Ameriki rojeno igralko, ne moremo tudi mimo komične drame Pasji dnevi. Pred volitvami skrbno izbrana skupina ljudi s pomočjo manipuliranja z množičnimi mediji ustvari lažno vojno med ZDA in Albanijo, da bi slednjo prikrili seksualni škandal predsednika. Absurden in hkrati tudi prepričljiv političen film, ki ni dan danes nič manj aktualen kot na dan svojega izida. En najboljših filmov igralke, katere prvi filmski poljub je bil poljub z Bradom Pittom v filmu Intervju z vampirjem, akcija Spider-Man 2 izvira iz leta 2004. Peter Parker se spopada s težavami v svojem osebnem življenju in hkrati kot Spider-Man bije tudi boj s briljantnim znanstvenikom dr. Otto Octaviusom, ki je zaradi spodletelega eksperimenta postal nor superzločinec dr. Octopus. Osvežujoč in zabaven blockbuster, ki pa ima srce in dušo ter najpomembnejše tudi možgane. Eden najbolj bistvenih in nepozabnih filmov o superjunaku, ki se svoje stripovske predloge loteva spoštljivo. Rezultat česar pa je, neverjetno na trenutke že skorajda boleče, človeški film. Kirsten, ki takoče govori tudi nemško, nas je prav tako navdušila v drami Deviški samomori. Skupina prijateljev postane obsedena skupino skrivnostnih sester, ki so, potem, ko je ena izmed njih naredila samomor, preveč zavarovane strani svojih strogih in vernih staršev. Poetičen prikaz adolescence na posrečeno radoveden in eklektičen ter nekompromisno iskren način vas bo naravnost prevzel. Za konec pa seveda nikakor ne smemo pozabiti ljubezenske znanstveno-fantastične drame Večno sonce brez madežnega uma. Mlad par se po spodleteli zvezi odloči za izbris spomina drug na drugega. Edinstvena rekonstrukcija prirojene človeške želje po tem, da bi se izognili bolečini, in zgodba o moči spomina, ki nas na koncu tudi vedno definira, naredi to provokativno in inteligentno romanco v filmsko klasiko. To je bil izbor top 5 filmov s Kirsten Dunst po našem mnenju. Ne preostane vam torej nič drugega kot, da si to res izjemno igralko gledate tudi v njenem najnovejšem filmu Melanholija, ki v kinematografe premierno prihaja v maju na filmskem festivalu v Cannesu. Verjamemo, da vas ne bo razočarala.